V tem tednu smo v Sloveniji uvedli pomembno novost. Sprejeto je namreč bilo, da morajo vsi zdravstveni domovi, v katerih je bila med zaposlenimi dokazana vsaj ena okužba, se pravi vsi, vsak teden rutinsko testirati svoje uslužbence. Kot ponavadi se tudi tega ukrepa držijo vsi in funkcionira perfektno. A ukrep, ki ga je s ponedeljkom odredil zdravstveni minister, za zdaj bolj ali manj izvajajo samo v mariborskem zdravstvenem domu, kjer vsak dan testirajo od 150 do 200 zaposlenih in za zdaj pozitivnega primera še niso našli. Dobro, mogoče testiranje ne izvajajo vsi domovi, ampak eden izmed 45 pa tudi ni slabo. Veliko boljše kot noben. In definitivno boljše kot ukrep obveznega merjenja temperature ob vhodu v poslovne stavbe, ki je veljal za celo državo, na koncu pa nismo rabili niti enega termometra. Brisi torej že potekajo, z njimi pa so nastale prve težave. Konkretno se težava pri hitrem testiranju pojavi pri sami zanesljivosti testov. Če brisi za te hitre teste niso ustrezno vzeti, je potem hiter test pač več ali manj negativen. Tudi v Lenartu se je namreč že zgodilo, da je hitri test kljub simptomom pokazal negativni izid, zanesljivejši PCR test pa je nato pokazal prisotnost virusa. Jep, pri rutinskem testiranju se bodo namreč uporabljali hitri antigenski testi, ki so približno toliko zanesljivi kot dopinški testi ruskih športnikov. Tudi če piše, da so negativni, še ne pomeni, da so res. Treba je dati času čas in to velja tudi za antigenske teste. Ti so pogosto pozitivni šele drugi dan po pojavu simptomov, ko je oseba že bolj kužna, kot jaz po tistem poletju na Ivici. To sem spet na glas rekel. In če za hitre antigenske teste velja, da niso zanesljivi, pa nikakor ne velja, da niso hitri. Vsaj če sklepamo po primeru iz mariborskega zdravstvenega doma. Vsak teden bodo tako morali testirati 800 zaposlenih, ki so v rednem stiku s pacienti. Dnevno to pomeni od 150 do 200 hitrih antigenskih testov, kjer je rezultat znan že po 15 minutah. Ja, rezultat testa zveš v 15 minutah. Test na koronavirus je torej podoben testu za nosečnost. Oba obljubljata hiter rezultat, pa pri obeh upaš, da bo negativen. Edina razlika je, da pozitiven test za nosečnost povzroči paniko pri možu, pozitiven test na korono pa paniko pri šefu. Razen pri tajnicah, tam oba testa povzročita paniko pri šefu. Sam Bog, da nimam nobene ženske med pisci, to bi se sekiral vsak teden. Ker izvajanje hitrih testov zveni kot slaba ideja, se je vladi že porodila zamisel, da jo razširi na splošno prebivalstvo. Po velikem številu odvzetih brisov, množičnem cepljenju proti gripi in zdaj še tedenskih hitrih testih za zaposlene, pa zdravstvene delavce očitno čaka še izziv prostovoljnega testiranja celotnega prebivalstva. Po neuradnih ocenah, ki že krožijo med zdravstvenimi domovi, naj bi namreč ob množičnem testiranju morali opraviti več kot 1 milijon testov. Če smo v prvem valu zdravstvenim delavcem ploskali za pogum, jim bomo v drugem očitno morali za storilnost. Ker 1 milijon ni majhna cifra. Pri našem pomanjkanju kadra bi to najbrž pomenilo, da bi se za koronavirus testirali na isti dan, kot bi se proti njem cepili. Če povzamemo, pri novici o testiranju imamo torej teste, ki niso zanesljivi in ne vemo, koliko škode bojo povzročili, nimamo pa ljudi, ki bi te teste izvajali in ne vemo, kje bi potekali. Se pravi, vse pod kontrolo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.